Ena največjih športnih prireditev na Dolenjskem zagotovo novomeški polmaraton. Sedma izvedba te tekaške prireditve je bila rekordna v več pogledih. Tako po številčnosti tekačev in pohodnikov, kot v tem, da zmagovalec srednjega teka na dobrih 21 km, 22-letni Jakob Medved, postavil nov rekord proge. Štoparica se je ob njegovem prihodu v cilj ustavila v 1 uri, 7 minutah in 17 sekundah. S časom sem kar zadovoljen, glede na kakšna je proga, ki je kar nekaj klanca. Tek na splošno je bil zelo tak fajn. 10 km smo tekli tako bolj umirjen tempo, pa smo počasi začeli pospeševati. Od enega 15-16 km sem pol tekel sam. Drugo mesto je osvojil Primož Kobe, ki je sicer gonilna sila te tekaške prireditve, tretje pa Mika Krevs. Med ženskami je prvo v cilj prišla domačinka Anja Fink-Malenšek. V bistvu sem se pripravljal na Ljubljanski maraton, ampak v zadnjem času je bilo res vse povezano z organizacijo novomeškega polmaratona. Jaz sem se odločil, da nastopam letos. Jaz mislim, da je prav, da malo popestrim to konkurenco. Sem imel malo težav na progi z bodcem, tako da sem se mogel malo zaustaviti, tako da nisem glih zadovoljen z rezultatom. Jakob Medved je v tem trenutku v odlični formi, kar je za nadaljevanje njegove sezone sila pomembna. Pripravljal sem se v bistvu bolj z mislijo na Ljubljanski polmaraton, tako da ta je bolj test tekma, da vidim malo, kako se noge vrtijo. Drugače smo tudi s Primožem Kobetom imeli skupaj priprave. Zdaj zadnji čas sem pa bolj v Logatcu delal same intervale. Za tekače njegovega kova je zelo pomembno dejstvo, da se dobro znajde v vseh tekaških pogojih. Vsak tek je namreč zgodba zase. Na tekmi definitivno rajš sem v skupini, sam mi tudi ni težko sam narekati tempo, če je treba. Za Primoža Kobeta pa je bilo najpomembnejše to, da je novomeški polmaraton uspel v vseh pogledih. Tega dejstva je bil iskreno vesel. Imeli smo rekordno udeležbo na maratonskem pohodu, ki je bil letos organiziran prvič na 21 km in na 12 km. Smo imeli okrog 500 pohodnikov, potem pa danes preko 800 tekačev na 50 in 21 km. Včeraj otroški teki, fantek, canicross, tako da v bistvu res velika udeležba, lepo, rekordna. Veseli me pa tudi, da je bil rekord proge v polmaratonu postavljen. Novomeški polmaraton je vedno bolj prepoznaven tudi v širšem slovenskem prostoru in jo imajo številni domači tekači in tekačice obkroženo z rdečim v njihovih koledarjih prireditev. Super, v bistvu mislim, da se vračamo spet po koronskem obdobju v normalne tirnice, da se večja udeležba, da ljudje se več gibajo, da dajo poudarek na zdrav način življenja in jaz mislim, da je prav tako, ker take prireditve potrebujemo, ker gibanje je v bistvu v tem sodobnem svetu čedalje bolj pomembno. Organizatorji se vsako leto potrudijo, da pripravijo zanimive novosti, zaradi česar je prireditev še toliko bolj privlačna. Letos je bila novost fantek, to je v bistvu bil netekmovalen tek po centru Novega mesta na 2 km. Potem smo imeli maratonski pohod na 21 km skozi do Straže in nazaj in pa 12-kilometrski pohod tudi proti Straži in nazaj. Letos pa se je številčno udeležbo izkazala tudi novomeška občina, med njimi tudi njen prvi mož. Moram reči, da sicer nisem bil najboljši pripravljen, ampak sem kar dobro odtekel. Na koncu, ko so zadnji klančki, se kar pozna. Mislim, da je pa vsako leto tudi več rednih tekačev. Novo mesto res omogoča z številnimi potmi ob Krki čez naše Griče in za idealne pogoje za rekreativne tekače. Prireditev je v teh 7 letih postala zelo pomembna tudi za promocijo novomeške občine, saj so lepote mesta tako vidne številne. Mislim, da je prav, da to mesto, kdaj zasedamo tudi tekači. Na koncu koncev so mesta narejena zaradi ljudi, ne zaradi avtomobila ali česa drugega. Meni je vedno znova fascinantno se rekreirati po novem mestu in mislim, da ta proga tudi izkazuje številne naravne danosti našega mesta. Ena največjih želja organizatorjev je ta, da spravijo novo mesto v gibanje.
Karim, iskreno povedano, uspeva iz leta v leto bolje. Jaz mislim, da je zmaga, da smo v bistvu letos podarili rekord udeležbe. To je, mislim, da najbolj pomembno in v bistvu se vidi, koliko je ta prireditev zrasla skozi vsa leta, zdaj že 7. leto in v bistvu sem vesel, da je taka udeležba. Letošnja novost je bila tudi medalja novomeškega polmaratona, ki je posvečena dolenjskemu tekaču Francu Červanu. Ta je pred 6 leti na olimpijskih igrah v Tokiu v teku na 10 000 metrov osvojil 10. mesto.